Izvedeli boste, kaj prinaša datum 6.6.2022, 3 šestke skupaj. Zakaj bo letošnji solsticij prav poseben in zakaj poznavalka Dao znanosti pravi, da je slika sicer lepa, ampak zelo podivjana. Čas je za energije meseca. Energije meseca. V naši družbi danes Darja Furek, metafizična umetnost in naravna medicina, Dušan Jimmy, že poznan astrolog, duhovni raziskovalec in psihoterapevt, ter Lili Sorom, numerologinja. Veliko se imamo za poment, tale mesec bo podivjan, če se prav spomnim, Jimmy si prav napovedoval ta junij že prejšnjo leto, ampak vendarle, Darja, zakaj praviš, da je slika sicer lepa, ampak podivjana? Ognjeni konjiček pride 5.6. v letu vodnega tigra. In imamo na nebu zelo lepo sliko sonce in morje. In če pogledamo ta dva, sonce nad morjem, to je ful lepa slika, sonce dobi še večji sijaj. Tiger, konj se pa povežeta v še več ognja. Torej veliko ognja, lahko bi rekli takšna svetloba, da te kar zaslepi. In preveč ognja govori tudi lahko o krutosti, o nasilju. Po drugi strani je to lahko visoka vibracija za duhovno energijo, podpora duhovni energiji. Ampak sama slika ognjenega konja v heksagramu govori o tem, da si lahko zadamo preveč bremen. Torej, gledamo hišo, ki ima pač streho in slabe temelje, pač hiša ima tudi kaj drugo kot streho, ampak temelji so zelo šibki. Ali pa na človeku recimo šibke noge in veliko bremen. In tole se ruši. Tako da čas za razbremenitev, definitivno. Razbremenitev, ampak hkrati tudi rušenje. Ja, lahko se nekaj zruši pod težo strehe, pod težo bremen. Torej, če ne bomo postavili močnih temeljev, bo šlo. Okay. Jimmy, kako se pa ti veseliš junija? Zelo. Meni je junij eden od lepših mesecev, ponavadi grem takrat na dopust. Pa ne sam na dopust, to je vedno začetek sezone hoje po žerjavci, tako da je to zame tudi očiščevalna zadeva. Super, 18. sobota. Drugače junij bo čustveno zelo razgiban, nekaj napetosti bo. In kar nekaj ovir bomo morali premagati. Valjda, čez okno bo treba iti 18. Konec meseca bomo občutili malo olajšanje in bolj razigrane energije. Junij je tudi mesec solsticija v povezavi z vsem tem dogajanjem. Mislim, a so konstelacije ugodne ali manj ugodne? Konstelacije so zahtevne. Ne morem reči, da so manj ugodne, ampak cel let smo rekli, da bo transformacijski. Cel let je nekako zelo izzivalen in za nami je že pol leta in nekako del nas pričakuje in upa in se veselimo kakšnih boljših sprememb. Z druge strani pa spet so na obzorju težki momenti oziroma težko obdobje in nekako bomo cincali, oscilirali med tema dvema občutkoma. Je pa tisto, kar je res, je pa mesec za akcijo vseeno. Jupiter je še vedno v ovnu in bo do konca oktobra. Venera se bo združila z Uranom, svobodna volja, ljubezen, spontani izzivi. Ampak čaka tudi Saturn. Saturn gre retrogradno. Bomo morali nekaj narediti, ponovno rekapitulacijo. Neke stvari se bojo spet skrčile. Skratka, zelo razgibano, napeto. Venera bo dominirala v tem mestu, čeprav tudi ostali planeti so zelo močni, ampak Venera je nekako najbolj izpostavljena. Venera planet ljubezni in denarja. Nekako to so te teme na nek način. S tem, da solstici kot tak je vedno energetska točka, portal, odprta vrata in
ta solsticij bo zelo pomemben, zaradi tega, ker se nahajamo v zelo, zelo pomembnem obdobju, ne. Se pravi, zdaj se povezovati s temi višjimi energijami ni, da je zaželeno, ampak je neobhodno, ne. Tukaj, če kdaj rabimo čas se povezati z zdravimi, dobrimi energijami, je prav zdaj, ne. Je to zdaj? Je to zdaj, ja. Okay. Ena izmed mojih nalog v energijah meseca je, da ugotovim, kaj pakirate v celofan, pa kakšno je realno stanje. Dober je. Počasi pa se daleč pride. Lili, šesti mesec, pa 2022, torej 2 plus 2 plus 2 je tudi 6. Kaj to pomeni iz oči numerologa? Kar nekaj tem se odpira ta mesec. Prva je naše otroštvo in notranji otrok. Se pravi, vse tiste stvari, ki jih v otroštvu nismo pozdravili, za katere mogoče sploh ne vemo, da še nekje znotraj nas vplivajo na nas, pa zaradi te šestice odnos z mamo. Odnos do ženstvenosti, odnos do ženske, tako mi na osebni ravni, kot na globalni ravni. Se pravi, lahko je pričakovati, da bodo ženske, ženstvenost, to, kar simbolizira ženstvenost na nek način na tapeti, ne bom zdaj rekla napadeno, ampak sigurno pa tudi obsojeno. Po drugi strani naš lastni odnos do ženstvenosti naše, do mame, tudi podzavestne zamere do žensk, bom rekla, bojo prihajali na plano. Tako da junij bo zelo, zelo razburkan mesec, kar se tiče čustev, kar se tiče naših lastnih odzivov in pa tudi tega, česar si mi želimo, ker se eno kreiramo v mesecu juniju. Ženstvena energija je vendarle plodna energija in tako, kot je prej ona rekla, pridružuje se nam energija ognja, mi bi temu rekli drame. Ni vse zlato, kar se sveti, pa tudi ni vse tako zelo slabo, kot se morda na prvo žogo zdi. Ok. Se pravi, vsi oni moški, ki imajo nek mami issue. Tudi ne samo mami issue. Mogoče je bila nekje neka izkušnja v otroštvu, v najstništvu, v osnovni šoli, kaj ena punca, ne vem, radirke ni posodila ali pa kaj takega, pa se je nek vzorec ustvaril. Mogoče nam v odrasli dobi to zdaj zveni kot bedarija, tistemu otročku takrat pa ni. Pa se potem oblikuje nek vzorec, vse ženske samo nekaj hočejo ali pa ne pazijo na moje stvari in tako naprej. Naš je itak čudovito orodje domišljije, ki pa ni nujno nam v prid. Ok. 6.6. bomo še dali čez. Čist intuitivno sem tudi tale datum zbrala za en brezplačen webinar, torej namenjen res čisto vsem, predvsem pa ženskam, ki bi se rade bolj lotile tega, da svoj hobi spremenite v svoj posel oziroma da začnete delati tisto, kar res goreče čutite, da je vaše pravzaprav, da je to vaša poklicanost, da ne bomo govorili samo o poslanstvu. Ni nujno, da je vaš poklic, je pa vaša poklicanost. Zaupala bom čisto svojo zgodbo, kako so se stvari zgodile, koliko naključij je bilo, koliko je kozmična tajnica, ki je izrihtala, tako da verjamem, da bo navdihujoče za marsikoga. Jaz ti moram povedati, da sem pošvinglala tvoje zapiske, ker si bila v maski in sem videla, da moramo držati jezik za zobmi. Zdaj pa to ne vem, kak si ti zdaj to predstavljaš? Ta govori ženski mesec, pa ti jezik za zobmi. To ne gre pa izraznost, pa to, ja. Ta odmeri konjiček, to pridrvi dejansko. In gre za zelo močno ognjeno energijo, tudi rad skuri samega sebe, tudi kaj blekne, kar ni najbolj, ne. In druga stvar je srce. Srce bo zelo obremenjeno ta mesec. In rabimo čuvati, tudi zaradi čustvenih dram, kar se bo dogajalo, rabimo čuvati, zaščititi svoje srce, sproščeno srce. In da bi do tega prišlo, damo jezik za zobe. Namreč konica jezika, če damo za sprednje, zgornje zobe in lepo dihamo v spodnji del trebuha sproščeno, na ta način pomirimo in sprostimo srce. Tako da raje, kot da gremo v neke prepire in ne vem kaj, jezik za zobe. In naše srce bo sproščeno in zadovoljno. Ampak, Jimmy, tale tvoj Merkur je pa v bistvu fajn, kar se komunikacije tiče, ne? To se pravi, Merkur konec na začetku junija gre ponovno v svojo direktno fazo, 3. junija. Če se prej nadovežem, rekel sem, da je poudarek v tem mesecu Venera, kar jaz poznam, sicer nisem specialist za numerologijo, ampak šestica je povezana z Venero. Prvi dan junija je Luna v Raku in končamo tudi z mlado Luno v Raku, to se pravi, čustva bojo, tako kot je prej omenila Lili, zelo na tapeti.
Merkur bo pa spet omogočil, da gremo v normalno procesiranje, stvari bojo lažje tekli in nekako ta Merkur bo dal zagon, da po prejšnjem mesecu, ko je bil retrograden in smo doživljali tu pa tam kakšne zastoje, ampak zdaj se bo po tej plati, mentalni plati in komunikacijski plati sprostilo in zdaj, če še uravnovesimo čustva, to se pravi, tukaj je zelo pomembno, da pol neposredno, direktno sporočamo svoja čustva, da se ne zatikamo, ne? Ker Venera bo sredi meseca v kvadratu z Saturnom. Ponavadi je to čas, ko moramo malo resneje pogledati svoje odnose, pa tudi nekaj strahov se bo uvleklo, omejitev, ampak na srečo ne bo trajalo dolgo, ne. Generalno ta Merkur bo potem še na koncu meseca sprožil še boljšo komunikacijo. Tako da, tako kot sem rekel, cel mesec bo intenzivno, emotivno nabit, s tem, da proti koncu še posebej od žerjavice naprej se bomo počutili bistveno boljše. Bistveno boljše. Se pravi, zanj čakamo na to žerjavco, ne? 18.6. bo sicer pa tale mesec smo vam pripravili en krasen priročnik, ki smo ga soustvarjali številnimi strokovnjaki in vam je seveda na voljo brezplačno. QR koda je tukaj gor, lahko si jo poskenirate in vas takoj vrže tja, sicer pa greste na klepetobkavi.si podzavihek brezplačno. Tam boste videli iz strani Ajurvede, kakšen mesec to je, kaj vam dejansko prinasa, ne ta mesec, celo poletje, pa kakšni nasveti, kakšni recepti iz področja tradicionalne kitajske medicine. Prav tako, celotna videoknjižnica vas tam čaka, tako da poglejte si, da boste ugotovili, kako lahko to poletje najbolj podprete sebe, svoje telo in vsa svoja telesa, na koncu koncev tudi odnosi. Zelo zanimivo branje torej vas čaka, kot smo torej rekli, tako da se veselimo vsega tega. Bomo pa danes pogledali tudi, kakšen je von meseca in kateri je kristal meseca. Vse to so nam pripravili kristaloterapevti. Pa poglejmo najprej kristal, ki je bil izbran za ta mesec. To pa je Larimar. Larimar v bistvu izbiram takrat, ko iščem eno nežnost, milino. Vedno mi pred oči prikliče morje, delfine, tako angelsko energijo. In tudi v bistvu ženske, ki ga izberejo, so tiste ženske, ki imajo rade in delfine in morje. In pravzaprav iščejo v sebi to žensko energijo, ki jo pa Larimar zares v sebi nosi. No? Tako da ena taka močna nežnost. V mesecu juniju se bo zgodil prav poseben datum, 6.6.2022. Kaj označuje? šestke. Same šestke. Ker ljudje bi rekli, to bo hudič. Ne. No, ljudi tudi pravijo, da so ženske, hudič pa ni čistko, jaz mislim. Ja, odvisno, kjer ga obtipa vprašaš. Ja, v bistvu so 3 šestice na kupu, seštevek je 3. Temu se spomni, da mi kreiramo svoje življenje, ne glede na to, kakva so semena, ne glede na to, kakve so okoliščine, in tako kot otrok. Otrok verjame, da je vse možno. Ampak zakaj ima 666 tukaj slab? Ne bi vedela v resnici, z numerološkega vidika to sploh ni slabo število. Tekom zgodovine so različne razlage, podobno kot število 13, in nekako rdeča nit pod obema tema razlagama je, da tekom zgodovine je bila tudi ženska energija obsojena. Smo bile čarovnice, pa vse kar češ. Tako da jaz mislim, da to je še nekje iz unih, če lahko malo grdo rečem, iz kamene dobe in iz jame in ta Se pravi, ta 6.6.2022 ne bo švoh? Ne bo švoh, sploh ne. Tudi 666 ni švoh v nobeni obliki. Se pravi, zdaj gledava leto 6 mesec, čez dan 6, seštevek je 3, to je super energija. To je v bistvu ful dobra energija. Močna, tako kot je prej ona rekla, lepa, ampak vodivjana, močna in intenzivna, sigurno, ampak niti slučajno ne slaba. Kaj bi mogli ti dan početi? Poslušati sebe, svojega notranjega otroka. Kaj je tisto, kar mogoče mi kot otrok nismo znali izraziti? Mogoče nekaj, kar nas je prizadelo kot otročka, pa nismo razumeli. Če dava tipičen primer. Otročka, ko pustimo v vrtcu, mu je seveda hudo.
Ampak kasneje se navadi na svoje prijateljčke, uživa, velikokrat sploh noče domov, ko pride mamica. Torej, katere so te neke situacije, kjer smo imeli občutek, da nismo slišani, nismo upoštevani, da smo nemočni, da nimamo besede pri stvari. Torej, dajmo se spomniti, da danes pa nismo več otroček, ampak biti na drugi strani pa tisti otrok, ki verjame v Božička, v sanje, v vse nemogoče. Otrok, ki se meče po tleh pri blagajni, sigurno verjame, da mu bo to prineslo čisto čokolado, ko je tam vita, ne? Pa ga ne briga, je mamici nerodan ali ni. Tako da pejmo ven iz nezrele otroške in otročje energije v tisto ustvarjalno otroško energijo, ki verjame, da je vse možno. A je to slučajno dan wellnessa tudi? 12. je, ne? 12. je dan wellnessa. In evo, mi smo vam tudi pripravili en tak nasvet, eno dobro investicijo v tem mesecu in to je, da pripravite svojo kožo na poletje. Seveda je zdaj dober čas, da začnete pridobivati D-vitamin povsem iz narave, da si sončite svoja spolovila, na ta način boste dejansko dobili največ. Mogoče ni švoh, če gledate, da vas sosedi ne gledajo, da vas ne bojo kam prijavili, ampak sicer pa bo to top za zdravje. Kar pa se tiče same kože na obrazu, predvsem za tiste, ki imate težave z mozolji, z aknami ali pa želite narediti nekaj za pomlajevanje, mumija je perfektna zadeva, šiđalič, pod številnimi imenami najdete v ajurvedi, tako kot v sibirski fitomedicini, jaz imam tole tukaj. In evo, v tem mesecu imamo za vas zraven še eno darilo in sicer tale trak, da boste to imeli lepo takle gora, ne? In da boste lepo se samo negovali, glede na to, da je takšen ženski pridih vsega, ne? Tako da preverite tudi nagradno igro na Instagramu, kjer smo postali noro aktivni in ves čas se kaj dogaja. Absolutno pa nas lahko spremljate tudi na TikToku, ja, saj gre naprej. In pa še vedno smo na Facebooku, tako da brez skrbi. Darja, greva midve naprej. Podporna področja, kaj bomo delali doma, kje bomo delali doma, oziroma kako se to spremeni, ker te sploh ni doma, ko greš na dopust? Kjer si doma. Dobro. Doma imaš vedno sabo. To je prvo. Sploh ženske, ki imamo maternico, drugo pa tam, kjer si, izmeriš prostor, kot doma. Ne? In v tem mesecu smo malo pozorni bolj na sever, se ga izogibamo. Medtem, ko je ugodna energija na jugovzhodu, sploh za tiste, ki pišejo nekaj, pa ki se z nekim znanjem ukvarjajo in tako in bi radi izvršili neko znanje, medtem, ko severo-zahod je pa tudi za tiste pridne delovne ljudi podpora tudi v poslu, tako da ta področja so potem ok. Za sprostitev je pa kjerkoli smo dobro. Tako da. Ok. Ja. A to pomeni, če nekam gremo, potem tudi tam gledamo na to? Ali... Ja, sicer je bolj kratkoročni efekt, ne? Ker doma smo doma, v poslovnem prostoru smo v poslovnem prostoru, dlje časa uporabljamo. Tam, kjer smo na dopustu, gre za kratkotrajnejšo uporabo, pa vendar, ne? Energije so tudi tam, tako da lahko kljub temu to upoštevamo. Super. Jimmy, 18.6. Ni samo datum, ko se bo zgodila hoja na žerjavici na energijsko izjemno močnem kureščku, ampak pravzaprav tudi en tak poseben dan astrološki. Mečkan malo težek dan, ne? Venera, tako kot sem prej omenil, ki prevladuje cel mesec in tudi obe sogovornice so izpostavljali ta ženski element, čustva, je v konfliktu, kvadratu, v težki energiji s Saturnom. Saturn je pa itak retrograden. Takrat se lahko celo pojavljajo mogoče tudi stare ljubezni ali pa razprava s starimi ljubezni, nerazčiščeni računi. Obenem je pa tudi to dan, ko lahko postanemo še bolj odgovorni, ne? Še posebej v odnosih do sebe, do družbe. Saturn itak predstavljajo strukture, država. Skratka, kar pestro se bo dogajalo tudi na socialnem nivoju, na nivoju države, ampak tudi na osebnem nivoju, ne?
Pol bomo povabili koga, da pride na žerjavco, kakšnega politika pa to? To bi bilo nujno. Če bi imel moč, jaz bi se povabil. Še posebej tiste ampak bomo zdaj še nekaj naredili tako, da bo lažje pravzaprav vse skupaj. Torej, spoštovani politiki, če nas spremljate tale trenutek, povemo vam, da vam častimo hojo po žerjavici. Lahko pridete. Tako da zdaj nimate pa res nobenega izgovora več. Tukaj se res lahko povežejo. Sam veš, kaj ti povem? Volitve bojo. Prmejdun, da bo kdo prišel. Mislim, te lokalne pa to. Ja, valjda. Bodoči župani vabljeni. Ali obstoječi. Super. Se pravi, dober dan za to, kar se tega tiče in mečken pred solsticijama, ne? Solsticije pol 21. Mečken pol pred solsticijem, potem prihaja ta solsticij. To bo zelo močna lunacija, vse skupaj. Skratka, zelo intenzivna zadeva in če se res znamo takrat povezati s svojimi čustvi, če nas panika ali pa preveč nervoza ali pa napetost ne zalije, super dober dan, ker potem začnejo bistveno boljše energije nekako zaplavati v naša življenja in tako naprej. Ne? Lili, jaz zdaj malo praktično gledam. Ti govoriš o ranah iz preteklosti, ženskih zadevah, z otroci, z starši in tako naprej. Junija greš na dopust s svojo družino. Koliko možnosti je, da to rata popoln pekel? Točno sem vedela, da boš to vprašala. Ja, mislim, ja. Zdaj, glede na to, da predelujemo lastnega notranjega otroka, bi rekla, da ne zdaj ful možnosti, definitivno bodo pa neki triggerji oziroma sprožitelji na to, kar se je nam dogajalo v otroštvu. Tako da, če že gremo na dopust junija, pa imamo nekam tako, kjer obstajajo animacije za otroke. Vidim, da sem čist napačno letos planirala. Ne bo tako hudo, boš videla. Prepusti se. Prepusti se, ja. Ja, v redu. Vse v najslabšem primeru pač vodo skočila, poplavila do otoka. Torej, gremo naprej. Dajmo pogledati, kaj se bo res dogajalo v mesecu juniju. V mesecu juniju gremo namreč na Iš, takoj na začetku meseca. Zdaj je že ful prepozno, ne morete iti zraven, razprodan smo, tako da tisto, ki gre. Še vedno pa imate čas, da se prijavite, da greste z nami v Egipt. To pa še imate vedno možnost. V mesecu oktobru bomo šli in če se bo dogajalo karkoli, kar bo dišal po koronskem, brez skrbi imate zraven tudi zavarovanje, vsakemu pripada, tako da se denar vrne, če se slučajno karkoli zgodi takega, da ne bi mogli iti okrog tega. Tako da, dajte pogledati na www.klepetobkavi.si. Tale mesec bomo tudi nabirali rastline, ravno na ta dan 18.6., ko bo tudi žerjavca. Torej, divje rastline, to je ena taka sposobnost pa spretnost, ki jo je kar fajn pridobiti v teh časih, sploh glede na to, kaj prinaša prihodnost in predvsem zaradi tega, da ukrepimo svoje zdravje. Ker vse, kar vidite na trgovinskih policah, nič od tega ne more niti do kolen prideti tega, kar ima dejansko zdrava, divja rastlina v sebi, ki tam samo čaka, raste za vse nas in za zdravje celega planeta. Mi pa poglejmo tale trenutek, kateri je vonj tega meseca. No, zdaj smo pa že kar zakoračili v poletje in definitivno je olje meseca junija olje oskolistne ali prave sivke, mame aromaterapije. Junija se sivki na polje obarvajo v vijolično in takrat vsi ljubitelji komaj čakamo na žetev in na destilacijo in res je to izjemno uporabno olje, ki ga priporočam imeti zmeri nekje v bližini, v torbici, na potovanjih in zdaj bom opisala tudi načine, kako se nerazrečeno eterično olje sivke uporablja, zato ker to je eno od redkih eteričnih olj, ki je dovolj nežno, da ga v določenih okoliščinah lahko uporabljamo čistega na koži. In sicer za vse manjše rane, ureznine in praske. Lahko kapnemo kar direkt na ranco kapljico sivkinega olja ali si ga damo pa na prst,
takole si kapnemo gor in si recimo, jaz imam tukaj eno prasko in si samo utremo gor. In to sivkino olje bo prvo bo umilo psihični šok ob poškodbi, zmanjšalo bo bolečino, razkužilo bo in pospešilo bo celjenje. In vse to v enem koraku. Potem drugo področje uporabe so opekline. Kadar se spečemo, če nam maščoba kapne na roko, isto, kapljico sivkinega olja gor. Potem, če nas sonce opeče, recimo po hrbtu, najprej kožo ohladimo z mrzlimi obkladki, si spet kapnemo kapljico 2 in čim večjo površino kože prekrijemo s čistim sivkinim oljem zvečer. Zjutraj ponavadi rdečica že izgine. Potem tudi pri glavobolih je zelo uporabno, da si umasiramo v sence, pa tlele na vrat, pa če je glavobol povezan s prebavnimi težavami tudi na območje pleksusa in pa čisto z eno kapljico sivke. Potem, kadar ne moremo zaspati, recimo, si damo tudi na rob vzglavnika lahko kapljico sivke in veliko lažje zaspimo in tudi bolj spimo. Moram pa poudariti, da se gre tukaj za pravo sivko oziroma botanično ime njeno je lavandula angustifolia, ker druge vrste sivke imajo drugačne efekte, tako da moramo res paziti, da je to prava sivka. Sicer je pa sivka eno od najbolj uporabljenih olj v aroma kozmetiki, v masažah, v kopelih in nasplošno v zdravstveni in paliativni negi, zato ker je njen vonj je toliko sprejemljiv in priljubljen. Naj torej diši po sivki, jaz imam kar nekaj posajene in je odlična. Mi pa se bomo vrnili na temo solsticija, ki je definitivno zelo pomemben v tem mesecu. Darja, kako ti sama dojemaš solsticij? Veliko stvari se ponovadi ravno ob solsticiju dogaja po celem svetu, različni izhodi, druženja, zbiranja, vse take in drugačne zadeve. Ampak ti praviš, da letos, ko si gledala, je malo drugače. Vsako leto je solsticij nekaj posebnega. To je velik praznik narave. Ampak, a veš, jaz grem v jamo na solsticiji. Prav v jamo prespat in se povezati z energijo. Torej, jank pride na vrhunec, energija pride na teme in ob solsticiju, ki se bo letos zgodil, zanimivo, v dopoldanskem času na dan lesene kače, to, kar smo imeli v mesecu maju. Torej, les, ogenj in bo zelo ognjeno. In tudi dopoldanski čas malo bo izziv, težje bo iti vase, zato priporočam jamo ali temo, oziroma da gremo v notranjo jamo, v umiritev in da poravnamo teme presredek. Je pa to tudi dan zadnjega luninega krajca. Lunin krajec gledamo kot jesensko enakonočje, se sreča s solsticijem poletnim, pa še luna se druži z Jupitrom, tako da če nam rata poravna, torej umiriti, se osredotočimo na presredek, gremo v globino in samo pustimo, da se naravno zgodi iskra inteligence, to je festival inteligence, so rekli starodavni, in potem se nam lahko marsikaj odpre in ta inteligenca nas lahko popelje do obilja. Okej. Zelo kratka pot. Nič za skrbeti. Tam sedeš in dihaš in si v miru. Miru. V redu. Je junij tudi letos najboljši mesec za iti na dopust? Glede na to, da ti hodiš junija. Jaz ponavadi junija hodim ali pa septembra, nekako, da se izognem vročini, gužvi, pa cenejše je. Nekako bolj mi paše to podnebje. Ja, bo v redu. Bo v redu? Bo v redu. Mislim, da kljub vsemu vsi rabimo predih, vsi rabimo oddih, vsi rabimo svežo energijo in tako, kaj je omenila. Ampak a je letos recimo finta, 5. avgusta, 5. septembra, 5. Jaz bi raje šel junija ali pa septembra, mislim, da bo julija, avgust vroč. Vroč. In jaz bi raje, ker jaz pol zelo težko prenašam vročino in rajši sem pol pod senco in ta temperatura mi bolj paše nekako na en način. Mislim, da bo v redu. Super. To ste že tako in tako napovedali, da si je treba malo pripraviti vode za zalivati rože, a ne? Lili, kako pa vidiš pol naprej dejansko jesen? Eni pravijo, spet bomo imeli štalo, dajmo se naužiti tega poletja, ker bojo zaprtja in vse ostale zadeve. Če gledaš številke, kaj ti govorijo?
Letošnje leto kot mojstrsko leto nas v bistvu opozarja, da sami gradimo svojo realnost, ne glede na vse omejitve, ki so okoli nas. In sploh avgust bo mesec, v katerem se bo pokazalo, česa smo se v zadnjih 2 letih naučili, kje postavljamo svoje meje, kako smo se naučili odzivati tudi mi kot posameznik na zunanje dražljaje. Tako da jaz mislim, da jeseni bo še en krajši test točno tega. Je pa zelo težko zdaj uganiti, da bomo šli mi v plus ali bomo šli v minus. Okay. Lahko pa gremo v oboje. Jaz mislim, da bomo zelo nihali ponovno. Odlično. Evo, tudi vidite navada meseca izpiranje sinusov s tehniko Jala Neti. Poskenirajte si tole in poskusite, a je že kdo od vas poskusil to? Res? Ne ravno z neti, ampak tako, malo po domače. Ja. Fajn je. Ja, to je fajn. Fajn je, a ne? Ja, zelo To je zelo priporočljivo, to vsakmu priporočam. Ful. Probala neti, res, ker si ga že ogledujem. No. Slana voda, ne? Tako. Perfektna zadeva. Jaz sem to naredila, jaz mogla imeti malo poguma, odsvetovali so mi mnogi, ne tega delati, z nosa ti bo dol teklo, ne moš tega delati pred kamero, to ni za na kamero, čisto redo je bilo. Pejte pogledat na temu posnetku, kako je to bilo, prva moja izkušnja in prav nič ni bila, v redu je bilo, no? Ali pa mogoče za koga ne, odvisno od želodca. Dajte si pogledati tale posnetek. Noč ne prtače. Evo jo. Nekaj kapljic gre. Ja, še malo. Aha. Evo, lep. Ok. Super. Bravo. Darja, greva na duhovno digitalno revolucijo. Kaj si tukaj misli s tem? Ogenj. Zdaj, če gledamo ognjeni komp, simbolizira leto 2026. Ne? In zanimivo, ker april je simboliziral leto 2024, ko se začne obdobje ognja, 20-letno, zato do 2044 napoved tega časa. In zdaj prehajamo v čas, torej ogenj predstavlja duhovnost, lepoto, lahko predstavlja pa tudi, oziroma predstavlja tudi tehnologijo, računalništvo, torej digitalno, in ta dva svetova, ne, se zdaj nekako tudi ločujeta. Seveda lahko vse skupaj do neke mere združimo, ampak gre tako, bolj je tehnologija razvita, bolj smo nekako lahko v duhu šibki, ne, ker vse dela tehnologija namesto nas. Če pa razvijamo duha, krepimo duha, torej gremo v duhovno revolucijo, se itak ta naš naravni notranji net prižge, naravna tehnologija, kako bi rekli, in ne rabimo te zunanje v taki meri, ne, ali pa do take mere, da nam je v pomoč, ne pa da nas obvladuje. Ampak zdaj pa res tam na meji smo, ne, ker če nas bo tehnologija začela obvladovati, duh pade. Ok. Se pravi, stran od tehnologije? Ne bi rekla stran, ampak modro s tehnologijo. Torej, uporabimo tisto, kar nam služi, na način, ki nam služi. Je zelo fajn, da si neke stvari lahko olajšamo in imamo čas za, recimo, druženje, za prijetnejše zadeve, ne? Ampak stran od tega, da bi nas tehnologija zasvojila in zavladala, ker tu pa lahko zgubimo svojo dušo v bistvu. Samo na dostih koncih je že. Vprašaj, koliko ljudi bo dejansko šlo brez Google Mapsov na morje. Jaz mislim, da zelo malo. Koliko ljudi znaš uporabljati karto dejansko? Mislim, da zelo malo. Ti znaš? Super, pa prijem k tebi na tečaj. Fajn, da si povedala. Intuicija. Notranji Wi-Fi, v bistvu se povežeš, navigacija. Vse to je res, ti si ena izmed redkih, ki je prišla do moje hiše brez tega, da sem bila na telefonu in sem te spremljala. To ti dam prav. Jimmy, kaj pa ti misliš, astrološko gledano? Se bo ponovila ta virusna zgodba jeseni, zapiranja in vse ostale zadeve ali ne? Ne. Ne? Ne. Bo pa oktobra, tako kot je Lili omenila, še en test, bo en rukel, ampak jaz osebno menim, da v taki obliki, kakor smo doživeli, ne bo. Je pa res, da nekaterim strukturam zelo diši po temu in bo zelo navijala po temu, ampak mislim, da ne, če smo pametni. Mislim, jaz računam na en kup dogodkov, ki jih bomo organizirali do decembra. Bo sicer napeto, nič ne rečem, definitivno, ampak v take obliki, kakor smo dali ta test, ne.
Ok, super. Eni bi radi sicer, ne, to vem, ampak mislim, da osebno mnenje, sicer ne bom presenečen, če bo, ampak jaz osebno, tako kot sem gledal vse skupaj, mislim, da ne bo v taki obliki, tako da mislim, da lahko kar planiraš svoje projekte. Ok, ja, ker jaz sem to samozavestno, pa so mi pa rekla, ti ne veš, da bo vse zapiraj, ja, kje pa, bomo videli, kako bo. Lili, zanima me, a si mogoče kaj numerološko pogledala izvoljenega doktor Goloba? Priznam, da čisto nič. Nič? Ne. Okay. Jaz sem spet med pripravami v odhod v Ekvador, tako da vse tisto, kar ni absolutno nujno, nekako ne počnem, tako da nažalost ne. Upam, da ne boš ravno jesen začutila, zdaj ga pa moram pogledati, kaj pa dela. Kaj pa dela? Kaj pa iz kje se je pa to zdaj vzela? Ti si kaj gledala v tej smeri, ker podatki načeloma so, ne? Ja, malenkost, ja, sem vrgla oko, ne, sej pač je zanimivo. Ampak nisem se poglabljala. Pač je ena zanimiva slika, pustimo se presenetiti, tak junij je, pričakuj nepričakovano. Ne. Tudi nekaj se lahko zgodi, ker pač tudi glede vremena, glede politike, glede vsega, recimo tudi tehnologija, ki je tako izpostavljena, ne. Kibernetski napadi recimo in to, tako da malo bolj pozorno. Kar se tiče politike, pa bom tako rekla, vse skupaj je nekako lepo zavito v celofan. In bomo videli, kaj se bo odvilo, kaj je tista resnična jedro, ki je noter. Ampak se pravijo, da vse je zavito v celofan in dobre in slabe stvari, ne? Na koncu je vse darilo. Tako je. In če bomo tako vzeli in končno prevzeli odgovornost zase, za svoje zdravje, potem bo to največje darilo. Ker, tako kot smo se prej z Lili pogovarjali, zdaj je čas, da se postavimo zase. In ti časi nas samo v bistvu preizkušajo, a si, a ste, a boste. In dokler ne bomo, nas bodo pač preizkušali. In sprejeli smo. Torej imamo tu in... Jimmy, ti boš naredil malo bolj konkreten pogled, verjetno enkrat. Malo bolj natančno. A si ga že kaj poškilo? Ja, valjda, da sem. To je bila prva stvar. Ko se gleda astrološka karta, ne, še posebej, če gledate za človeka, ki vodi državo, v tem primeru predsednik vlade ali predsednik države, vedno moramo pogledati njegov položaj lune. Razlika med bivšim predsednikom vlade in sedanjim predsednikom vlade je v tem, da bivši je imel luno v Škorpijonu, kar pomeni narod. Ne. Luna v Škorpijonu je zelo v težkem položaju. Sedanji predsednik ima pa luno v dvojčku. Ne. Oba sicer imata zelo močno karto. Golob je zelo močna oseba, zelo močen vodnar. Zelo humanistične ideje ima in če bo obdržal kontrolo nad svojimi občutki, ne, ker tukaj ima najbolj šibko točko, lahko uspe. Če pa ne, potem bo pa imel direndaj. Ampak, ko sem usporedil... Ampak se boje, da on meditira pa to. On je zelo duhovno močno orientirana oseba. To ni za razliko mogoče od kakšnih drugih politikov, ki jih duhovnost ne zanima kaj preveč. Ampak pri njemu je zelo izražena, recimo v njegovi 10. hiši, kar nekako nakazuje njegov položaj, status, tam je Neptun. Ne. Tako da lahko tukaj pričakujemo zelo veliko takih humanitarnih, sočutnih zadev. Bistveno drugačna politika bo, kakor smo je mogoče navajeni. Ne. In to je zelo pomembno. Zdaj, koliko bo zdržal, bomo videli, ampak definitivno on ima tako energijo, da lahko sproži v ljudeh upanje. Zdaj na nama je, da nadaljujemo to energijo in vračamo to zadevo in vsi skupaj lahko pol ker nama je vsem skupaj v interesu, da končno dobimo nekoga, ki potegne celo stvar v pravo smer. Ne. Tako da jaz nekako kot državljan si želim, da uspe, ne. Valjda, kot astrolog ga bom opazoval, ker ima nekaj šibkih točk, definitivno, ampak ima neke močne opornice, na kateri lahko zagotovo trdim, da je to dobra solucija.
Super. Kaj pa ta strah pred preveliko digitalizacijo in vdorom tehnologije v naše življenje z njegove smeri, glede na to, da ne sej vodnar je, ne, pa novo, pa to. Vodnar, ja. On je vodnar, to spravi zračni element. Zračni element je vedno povezan z tehnologijo, digitalizacijo, računalništvo. Zračni element je komunikacija, ne. On je vodnar in on je tukaj zelo vešč glede tega. Vdor digitalizacije, to je nekaj, kaj bomo morali sprejeti. Zlepa ali zgrda, ne? Sprejeti je pa res način, kako bomo sprejemali. Se nož ni sam po sebi nevaren. Nepravilna uporaba noža je lahko škodljiva. Enako z digitalizacijo. Je pa res, ne, vsi, ki se ukvarjamo z duhovnostjo, že ko pomislimo na 5G, pa digitalizacija, pa vse to nekako imamo odpor, ampak to je sestavni del, ki ga moramo sprejeti in uporabiti, kakor se le da. Ne. In valjda, tako kot je že omenila, čim manj biti zasvojeni, čim manj biti odvisni od tega, ampak valjda, če grem tako kot na dopust, tako kot si omenila, definitivno bom uporabil Google Map, pa še malo intuicijo. Odlično. Evo, ta vodnarska energija je očitno vplivala tudi na vas, kajti začeli smo vam ponujati QR kode med samimi oddajami. Kaj to pomeni? To pomeni, da se neka koda izpiše za brezplačni priročnik, za več informacij o kakšni zadevi, za kakšen recept in podobno, in vi dejansko to poskenirate in takoj vas pripelje do cilja. Orodje ali orožje lahko vsaka zadeva, mi se trudimo, da vam pokažemo čim več možnosti orodja, da lahko do določenih informacij pridete še prej. Naš namen pa je, da v vas prižgemo to iskro zanimanja, da lahko pridobite to znanje, torej za vse, brez naročnin, brez članarin in seveda, da potem tudi vidite pot, po kateri lahko greste, ki pa jo absolutno prehodite sami. Mi ne hodimo za nobenega, še zase včasih težko. Torej, dajmo se skupaj podružiti tudi na kakšnih dogodkih. Zdaj smo rekli 18. torej priložnost, da gremo skupaj nabirati divje rastline, da jih spoznamo in pa hkrati tudi na ta dan žerjavica. Za oktobra še vedno aktualen, torej Egipt, kot smo rekli, v vsakem primeru bomo zrihtali, ni opcija, da ostanete brez denarja, pa nikamor ne greste zaradi ukrepov kot takih. 6.6.2022 pa brezplačni webinar na temo poklicanosti, poslanstva in to v zelo, zelo praktičnem načinu življenja. In ko smo že govorili o tehnologiji, no na Instagramu pa vas čaka nagradna igra in sicer tašna, da boste fajn pripravili svojo kožo. Je pa mumija krasna zadeva za vsako domačo lekarno, pri vseh urezninah, pikih, opeklinah. Ni, da ni dejansko sama, imam nešteto zgodb iz celega sveta, kako mi je mumija pomagala, tudi pri prehladih in vseh ostalih zadevah. In evo, tokrat vas spodbujamo, da jo uporabite tudi na koži za naravno pomlajevanje. Torej, nagradna igra in več informacij, torej tudi na Instagramu. Takole zgleda, ko si to namažeš na obraz, tak, ne, kar precej si zagorel in tole se splača imeti zraven na dopustu, ne glede na to, kje boste, kako boste, tole je domača lekarna oziroma vaša potovalna lekarna. Kot smo pa rekli, brezplačni priročnik za to poletje, prav tako s kodo lahko skenirate oziroma greste direkt na klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno. A gremo na en koktejl.